Potres se začne tako tiho, da ga ni slišati, narašča, utripa, nato pa se prevesi v gromozansko rjovenje. Ta potres ni podoben nobenemu potresu v zgodovini. V Kaliforniji se gore tresejo kot praproti, padajo v mogočni Tihi ocean. Nakopičijo se v več kot 2 milji visoko goro vode, ki začne svojo dirko proti vzhodu. Voda napade, raztrga in razdrobi vse, kar se znajde v njenem nadzvočnem bombardiranju. Neverjetna gora pacifiških morskih voda, ki sledi vetru proti vzhodu, pokoplje Los Angeles in San Francisco, kot da sta le zrni v pesku. Nič, ampak res nič ne ustavi neusmiljenega, vseobsegajočega napada vetra in oceana. Vsako živo bitje je raztrgano na koščke, medtem ko neusmiljeno piha, potres pa ne pusti nedotaknjenega nobenega kraja. V 3 urah se ta vodni zid premakne čez celino, ki od obale do obale pod 2 miljama deroče vode pokoplje od vetra opustošeno zemljo. V delčku dneva izginejo vsi ostanki civilizacije, velika mesta Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York pa so le še spomin. In to je šele začetek, uničenje zaobjame ves planet. To je le eden od odlomkov iz knjige Zgodba o Adamu in Evi, ki jo je pred desetletji agencija CIA celo prepovedala. Zdaj je ta knjiga na voljo vsem. Teorija o Adamu in Evi, katastrofa ob zamenjavi zemeljskih magnetnih polov. Resnica ali popolna fikcija? Teorija Adama in Eve na spletu iz dneva v dan bolj in bolj pridobiva na veljavi, saj naj bi Zemljo vsakih 6500 let prizadela katastrofa v obsegu svetopisemskega potopa. Je to res? Te trditve držijo? Teorija zarote, znana kot teorija o Adamu in Evi, se je pred kratkim ponovno pojavila na družbenih omrežjih, potem ko se je pojavila v podcastu Joeja Regene. Ta namreč trdi, da se vsakih 6500 let na Zemlji začnejo dogajati velike naravne katastrofe. Vendar, a je ta teorija kljub precejšnjemu številu privržencev utemeljena in resnična? Ta podcast je sprožil vrsto viralnih videoposnetkov, ki promovirajo to teorijo o podnebnih spremembah in uničujočih potresih. Sprva naj bi bila opisana v knjigi, v kateri je bilo tudi povedano, da je Jezus 18 let živel v Indiji in da so ga po križanju ugrabili vesoljci, kar je vzbudilo pomisleke glede njene verodostojnosti. V epizodi podcasta Joe Rogan Experience pa je bil objavljen intervju samooklicanim raziskovalcem Jimmyjem Corsetijem. Med pogovorom je Rogan predstavil teorijo o Adamu in Evi, idejo brez dokazov, ki izhaja iz knjige Zgodba o Adamu in Evi, ki jo je leta 1965 objavil Chan Thomas, elektroinženir, ki je trdil, da ima nadnaravne sposobnosti. A knjiga je bila prepovedana. Thomas, nekdanji pripadnik ameriških zračnih sil, je torej v tej knjigi zapisal marsikaj zastrašujočega. Knjiga obravnava teorijo, da se vsakih nekaj tisoč let na Zemlji zgodi kataklizmična sprememba magnetnih polov, ki uniči večino živih bitij. Po tej teoriji so zgodbe, kot sta zgodba o Noetu ali Adamu in Evi, pričevanja preživelih teh katastrof. Knjiga trdi, da trenutno Zemljino magnetno polje oslabljuje, kar bi lahko vodilo do globalne katastrofe. Kljub številnim razpravam in teorijam zarote večina znanstvene skupnosti tega dela ne priznava kot znanstveno utemeljenega. Knjiga je bila dolgo časa klasificirana kot tajna strani agencije CIA. Šele leta 2013 je bilo objavljenih 57 od skupno 284 strani te nenavadne knjige. Dokument je postal del širšega materiala o človeški zgodovini in je hitro pridobil popularnost, pri čemer je internet igral ključno vlogo. Kot zanimivost pa lahko omenimo tudi, da je teh 57 strani objavljenih prav na spletni strani agencije, kjer je oznaka Declassified. Zakaj je bila knjiga tako dolgo časa skrita pred javnostjo? Ena od teorij je, da je CIA menila, da bi lahko informacije v knjigi povzročile paniko med prebivalstvom. Kljub temu pa je knjiga sprožila veliko razprav in teorij zarote, zaradi česar je pritegnila ogromno pozornosti. Sprememba magnetnih polov Zemlje je namreč naravni pojav, ki se je zgodil večkrat v zgodovini našega planeta. Čeprav se sliši zastrašujoče, je treba poudariti, da takšne spremembe potekajo postopoma in ne predstavljajo neposredne grožnje za življenje na Zemlji. V kratkoročnem smislu ni opaziti bistvenih sprememb v našem okolju ali groženj za življenje zaradi obrata polov. Vendar pa obstajajo različne teorije in mnenja o tem, kako bi lahko sprememba magnetnih polov vplivala na vreme, potrese in druge naravne pojave.
Nekateri trdijo, da bi lahko oslabitev Zemljinega magnetnega polja vodila do klimatskih sprememb, medtem ko drugi menijo, da ni neposredne povezave med magnetnimi polji in podnebnimi spremembami. Poleg tega obstajajo tudi teorije, ki povezujejo spremembo magnetnih polov z masovnimi izumrtji, vendar trenutne znanstvene raziskave ne podpirajo te hipoteze. Kljub temu je sprememba magnetnih polov zanimiva in pomembna tema, ki navdušuje ljubitelje tovrstnih teorij. Hipoteza kataklizmične spremembe polov ni nič novega. Ta predlaga, da so se v nedavni geološki zgodovini hitro zgodile spremembe v osi vrtenja Zemlje, kar je povzročilo katastrofe, kot so poplave in tektonske dogodke. Vendar raziskave kažejo, da se takšne spremembe dogajajo na veliko daljših časovnih obdobjih. V zadnjih 200 milijonih let ni bilo dokazov o hitrih premikih geografske osi Zemlje.